Dragi gledalci, drage gledalke, lepo vas pozdravljam v tokratni oddaji Reflektor, kjer bomo spregovorili o duhovnih vajah, o počitniško-duhovnih tednih, o duhovnih obnovah in še marsičem, kar spada zraven. Z mano bosta tokrat v gosteh jezuit Damjan Ristič in pa Matevž Mehle, duhovnik, ki dela pri Katoliški mladini. Lepo pozdravljena. Pozdravljen, hvala, lep pozdrav. Tako, pod pojmom duhovne vaje razumemo marsikaj. Duhovne vaje v tišini, poletne duhovne tedne za mlade, včasih celo, ko gre kakšen prvoobhajanec na nek vikend, rečemo, da je šel na duhovne vaje, potem duhovne vaje v vsakdanjem življenju. Mogoče, če malo razjasnimo pojme, malo razdelimo to, pa definiramo mogoče celo, kaj bi zdaj duhovne vaje pomenile, pa kam mogoče uvrščamo še te tudi druge stvari, ki smo jih omenili. Sprašuješ mene verjetno? Mogoče, ja. Ko si mene gledal za to. Torej, dobro, kot jezuit, jezuiti smo znani po tem, da smo misionarji, to je naše osnovno poslanstvo, je misionarjenje. In kot pripomoček za misionarjenje uporabljamo Ignacijeve duhovne vaje. No, in to je ena stvar, na katero se marsikdo sklicuje in potem reče, to so duhovne vaje. In to dejansko so duhovne vaje. In duhovne vaje so v cerkvi že pred Ignacijem seveda obstajale, predvsem v redovih in samostanih in tako naprej. Šlo je za mogoče določene oblike molitve, meditacije, posta, vse take razne zadeve, ki so ljudem pomagale do tega, da so mogoče se bolj povezali z Bogom, oziroma odvisno od njihove teologije, kakšna je bila odzadaj, ali so kaj zadoščevali ali kaj podobnega. To nekako so bile duhovne vaje. Ignacij Lojolski, ki ga verjetno mladi poznajo izpred par let iz oratorijev, je bil pa nekdo, ki ni bil redovnik, ne menih, ampak je bil en navaden grešnik, tako se tudi samega sebe imenuje, ki pa je v svojem, ko je bil ranjen, bral Ludolfa Saksonskega, Vita Christi, Jezusovo življenje. No, in tisti samoti v njegovi domači hiši v Lojoli je listov knjigo, in vsaka knjiga, ta stran je imela tudi neko ilustracijo in ta ilustracija je omogočila, da je vstopil v vsebino na nek način. Tako je tudi razvil, verjetno on je že itak imel po naravi zelo močno sposobnost imaginacije. Tako da je razvijal to imaginativno molitev, se pravi svetopisemski odlomek. Potem, ko je zmanjka ilustracij, ti lahko tudi vstopaš in si stvari predstavljaš. In na ta način se dojemanje veliko bolj poglobi, kot če samo razmišljaš, tako bi rekel, suho. Se pravzaprav nihče čisto suho ne razmišlja. Ampak če pa ti razvijaš duha v to, da se bolj izrazi, da bolj, bi rekel, si sposoben dojemanja tako razumskega, kot imaginativnega, kot potrpljenja, kot vse te stvari, ki so stvar duha. Se pravi, na ta način duha uriš, vadiš, krepiš. Tako da duhovne vaje po Ignacijevo, pa mislim, da je to odlična definicija, ki nam bo pomagala tudi druge razumeti, je ta, da je, kakor je za telo, so določene vaje, hoja, tek, karkoli že, sablani ali ne vem, kaj so že telovadili, je tudi za duha obstajajo vaje. In tudi duha mi kultiviramo. In to je v nekem smislu Ignacij rekel, se pravi, vsaka misel, vsaka molitev, vsako branje in vse te zadeve so nekaj, kar razvija, krepi in odpira duha za vsebino. Zdaj, ta je lahko religiozna, lahko pa ni. Tudi mi imamo tudi naš duh je prožen, mora biti tudi na drugih področjih. Ampak duhovne vaje v tem smislu pri Ignaciju so bile pa vezane na njegovo izkušnjo, namreč iskanja Boga in poglobitve odnosa z Bogom prav na podlagi duhovnih vaj. Tako da bi v bistvu lahko rekel, da je on razumel duhovne vaje čist
tudi naprimer neko vsakdanje razmišljanje ob Božji besedi. Ja, To je vsekakor. to. Ja. To so duhovne vaje. Druga stvar je pa to, da je on napisal po svoji izkušnji. Ena je bila tista doma, potem je bila v Votlini, kje že, Torej ne. v Španiji, Ja. tale trenutek mi Nekje je v šlo. Španiji. Ja, se upravičujem, jezuitom predvsem. Če jezuiti to gledajo. Gledajo, ne vsremotim preveč. No, v glavnem tam je bil pol leta v tisti Votlini, je meditiral in tako naprej, zapisoval stvari, šel skozi marsikaj, v tistem trenutku, in potem je celo življenje napisal neko osnovo najprej tega, potem je napisal knjižico svoje duhovne izkušnje, za katero je mislil, da bi bila mogoče zanimiva še za koga. In sicer duhovna izkušnja poglabljanja v Božjo ljubezen do nas in namen, v Božjo ljubezen in odpuščanje do nas, potem pa spoznavanje Kristusa kot Gospoda, kot kralja, on ga tako imenuje, v duhovnih vajah. In glede na to, ko se je človek odločil, da sledi Kristusu, potem naravna svoje življenje. Tako da Ignacijeve duhovne vaje so zelo kristocentrične, naravnane so na Jezusa, izvajajo se tako, da so v tišini, z minimalno pridig, oziroma sploh pridig naj ne bi bilo, ampak nekaj napotkov, odlomki. Knjižica, ki jo je napisal, je namenjena tistemu, ki duhovne vaje daje kot priročnik. Ne tistim, ker napisana je tako, da če nekomu daš, se mogoče že kdo poskuša ubrati, pa je rekel, kaj pa zdaj tukaj nekaj. Ampak to so napotki za tistega, ki duhovne vaje daje. In to je zelo, zelo... Tako da torej pri duhovnih vajah rabimo še nekoga, ki je voditelj. Ja, in usposobljen voditelj. To je zelo, zelo pomembno. Ne more kar nekdo vzeti duhovne vaje, knjižico in jih dajati. Tudi jaz zagovarjam, da mora imeti izkušnjo vsaj mesečnih duhovnih vaj v tišini in pa tudi izobraževanje in supervizijo. Ker vkolikor tega ni, tega ozadja, je to lahko tudi nevarno. Ker pomembna je neka izobrazba za to stvar. Recimo, sam sem se izobraževal 3 leta v Angliji na to temo in kasneje, ko sem prišel v Slovenijo, smo začeli z šolo za spremljanje, najprej za spremljanje molitve, že to je potrebna šola. Kasneje nekateri so vstopili tudi v preučevanje duhovnih vaj in tudi sami duhovne vaje šli delati. Recimo jezuiti, vsekakor smo šli ta proces potem vsi skozi. Vkolikor pa se rečeš, se to, jaz imam karizmo, pa imam občutek, pa imam uvid, takemu ne verjamem. In tukaj gre v bistvu predvsem za tiste neke osebno vodene duhovne vaje, kjer se človek res odpre svojemu voditelju, mu zaupa stvari in tako naprej. Tudi zaradi tega je to delikatno. V tem smislu, tukaj so zlorabe zelo možne in poznamo, vemo, da so bile, tudi pri nas v Sloveniji, na žalost, in verjetno še kje so, ampak proti temu se borimo s tem, da stvari imamo narejene tako, kot se... Tako globoko v bistvu na nek način vstopaš v eno področje osebnega življenja ali pa sploh osebnosti, da hkrati pa še to Božje navzoče. Te duhovne vaje so tako napisane za ljudi, ki so v tranziciji več, ki morajo za nekaj odločiti. Najbolj primerne so, jaz bi rekel, za študente, ki grejo k koncu študija. In tudi so že malo bolj zreli, imajo neke izkušnje in imajo neke resnične stvari pred sabo, izbire. In zdaj namen teh duhovnih vaj je, da se zbližajo z Bogom, s Kristusom, da zaživijo en tak, recimo, sproščen, spoštljiv, naraven odnos, ki bo trajal vse življenje in bo zaznamoval karkoli bodo v življenju delali. Nekateri se bojo poročili, drugi bojo samski, tretji bojo postali redovniki, duhovniki, recimo. Pri nas v kolegiju imamo en program razločevalci, ki pomaga predvsem mlajšim oziroma tem študentski populaciji, ki je na tem. Ali pa tudi druge programe. Res bi rekel, da ko gremo za ignacijanske duhovne vaje, da ne gremo kar prvemu, ki to reče, da so duhovne vaje. Priporočam lahko, najbolj poznam,
naš dom duhovnih vaj, jezuitski, ne, in pa naš Sveti Jožef. In tukaj sam vem, da gre za resno delo na duhovnih vajah. Druge pa preizkušeno, moram pohvaliti. Okay. Za druge verjamem, da tudi poskušajo, ampak jih ne poznam in ne morem dati 100% garancije. Torej omenil si zdaj, da, naprimer, da so duhovne vaje lahko že, ko človek na nek način začne globje brati Sveto pismo, se ob tem ustavi, lahko bi rekel v vsakdanjem življenju, hkrati si pa omejil to tudi na nek dogodek, ko se človek, ne vem, za en teden odmakne ali pa za več dni odmakne, ima nekoga za celo mesec, ne omakne, ima celo nekoga, ki ga vodi skozi, oziroma mora imeti nekoga, ki ga spremlja skozi to. Po eni strani mnogi pa govorijo ravno o tem, da grejo na duhovne vaje, pa te duhovne vaje ne izgledajo čisto, kot smo imeli zdaj opisan. Ker poznamo, ne vem, dostikrat pod to ime damo kakšne počitniško-duhovne tedne za mlade, ki imajo nekaj prvin tega. Gotovo imajo nekaj prvin tega. Potem imamo znotraj tega mogoče, ne vem, duhovne obnove za zakonca in tako naprej. Ne vem, kaj mislita vidva, pri čem nam tudi te druge stvari ali pa lahko pomagajo pri tem ključnem momentu, ki si ga omenil za duhovne vaje, da je torej poglobiti odnos oziroma vaditi tudi to našo duhovno realnost, ki jo imamo. Meni se zdi, da sta dva taka vidika, o katerih se razmišlja v bistvu pri samih duhovnih vajah, odmiku, duhovnem odmiku ali pa kakorkoli. Skratka, zanimivo je v bistvu, tudi ko sem večkrat zdaj se pripravljal v resnici, v angleščini imamo spiritual exercises in pa imaš za večino stvari se uporablja spiritual retreat, to se pravi odmik. In to se mi zdi, ta prav odmik se mi zdi ena ključnih elementov, recimo temu duhovnih vaj ali pa duhovnega odmika. Torej, mi, ko živimo svoje življenje, se mi zdi, sploh v tem sodobnem svetu, je tempo zelo hiter in v bistvu se naš fokus na naše življenje, na sploh duhovno življenje, se zelo zoža. Imamo pred sabo samo trenutek, v katerem smo, oziroma nam tudi ta fokus se zelo hitro spreminja še na prihodnost, pa na preteklost, tako, ampak zelo zožan pogled. In duhovni odmik, oziroma ti da pa v bistvu neko opcijo pogledati neko širšo sliko, pogledati oddaleč, kje sem in v kakšnem kontekstu živim. In ta kontekst je osvetljen z Božjo milostjo in je osvetljen v bistvu z njegovim, se mi zdi, načrtom. In iz tega vidika se mi zdi, da praktično tudi duhovne vaje v vsakdanjem življenju in potem vsi te tudi neki kratki odmiki ali pa tudi duhovno-družabni tedni nekako v bistvu pomagajo k temu. In pa drugi vidik, o katerem se razmišljajo, so pa res vaje, to, kar si že omenil. Meni takoj potegne misel na pevske vaje. Kaj dela v bistvu pri pevskih vajah? V bistvu vadim, ponavljam neko melodijo, zato, da bi jo lahko pol res v neki polnosti, z vsemi sposobnosti, kar jih imam, da bi jo lahko v vsej lepoti jo izvajal. In tudi tukaj se mi zdi, da imajo duhovne vaje, imajo ta vidik v bistvu zraven. Odmaknem se, dam stran neke zunanje vplive, ki so drugače prisotni v vsakdanjem življenju, zato, da bi premišljeval Kristusovo življenje, da bi v Kristusovem življenju videl sebe, zato, da bi lahko potem, ko prijem nazaj v polnosti, bolj v polnosti živel v bistvu svojo duhovnost. To sta dva vidika, ki se mi zdi, da se tudi v vseh teh oblikah, ki si jih omenil, pojavljata. In v bistvu bi lahko rekli, da čudovito potem vodijo tudi k temu, da so ena predpriprava, da se človek lahko odloči tudi za ene take resnejše duhovne vaje v tišini, ali pa na nek način, da že
itak v tistem trenutku, ko ga živi, mu da nekaj, kar potrebuje. Ne? Jaz mislim, da je to res. Ne? To se pravi, mi se razpoložimo, kot pravi Ignacij z duhovne vaje, se razpoložimo, potem je pa Bog tisti, ki tudi vleče glavne poteze. Ne? Tako da Bog ni vezan na ignacijanske duhovne vaje, da je tam bolj deluje, kaj tasga, ampak je res drugače, spet ena druga formacija je tam. Dočim, ko Bog nas nagovori, lahko, ravno prej sva govorila, če je nekaj dobro kosilo duhovnih vaj, oziroma to je pa dobro, to se pa spomnim, to je bilo pa res v redu. Nekaj povečanje, kot Ignacij reče, tolažbe, in zahvaljevanje Bogu, to je tisto, kar človeku pomaga, da se orientira. Ena prvih stvari, ki smo jih običajno povedali doma, tako, če smo šli na kakšne te duhovne obnove, pa tako naprej, kako je bilo, ful dobro so kuhala. To je ena prvih stvari, ki jih človek poje. Torej, to je poziv vsem domovom duhovnih vaj, da svojo kuhno imajo. Oziroma, ali pa, da če imamo ta občutek, da na nek način, da smo dobro jedli, da v bistvu jih pohvalimo, da imajo zelo dobro kuhno. Vse jih pohvalimo. Ampak ne samo to so pa nekje, enkrat sem bral en članek, že dolgo cajta nazaj, tako da se ne spomnim niti točno kje. V bistvu, ko so ljudje nezadovoljni s situacijo ali pa z vodenjem, ponavadi je to v kakšnem domu bilo ali pa, ne vem, pač nekem skupnem bivanju, da ko so nezadovoljni s situacijo, se najprej v bistvu začnejo preteževati nad hrano. Ker je najlažje. Ja, ker je najlažje in v bistvu prek tega. Tako da, če rečeš, da je dobra, pa to tudi veliko pove. Pri nas je tako na šoli, ko delam na šoli, ko se dijaki pritožujejo samo nad hrano, takrat vemo, da vse štima. No, saj to je. Okay. Tako je, če sam ta problem izpostavijo, kjer ima vsak malo drugačen okus, pole rečemo Bogu hvala. To se pravi, če je duhovni spremljevalec sliši od svojega spremljanca, hrana mi pa ni tako všeč, reče, vse je v redu, vse je v redu. Ja, torej, poleg dobre hrane, kaj naj bi nekdo, ki gre na duhovne vaje ali pa na nek tak teden, lahko pričakoval? Zakaj bi sploh šel? Če smem samo kratko, to je dobro vprašanje, eno tako, ki ga tudi jaz vprašam vsakega, preden pride. Ker dobro, ignacijanske duhovne vaje so malo bolj orto, so malo bolj tako da res. Moraš vedeti, zakaj greš. Ja, se sklopiš telefon, prijatelju se posloviš in tako naprej. Mogoče starši jokajo, kaj se mu je zgodilo, da gre v to. Da gre na duhovne vaje. Kaj se z našim dogaja? Ampak poanta je to, kaj si res želiš. Tisto, kar si želiš, s tem to nekako prečiščuješ, to tudi skozi duhovne vaje. Kaj si jaz pravzaprav res želim, In duhovne vaje, te ignacijanske, dajo tem človeku neko pot, neko smer, usmeritev, nikakor pa ga ne silijo v neki. To je zelo zanimivo. Tako da ta želja, zakaj sem prišel, je ena tistih ključnih, ki pomagajo, da neke duhovne vaje odmik ali kaj tasga ima mogoče res boljši učinek, če se zavedam. To je del duha, Ja, pa meni je glede tega, glede želje in tako mi je res, se mi zdaj, je ključna vsem prožnost. Ker dostkrat, meni se je velikokrat zgodilo, da ko prijem na duhovne vaje, dobim nekaj čist drugega, kot sem v bistvu pričakoval in tako. In zaradi tega mi je bilo, zdaj na zadnje parih, sem bil pater Janez Zapoljanško. In v bistvu prva meditacija, prvi dan, je bilo v bistvu očiščevanje tega hrepenenja, želja, tako res ob psalmu temu, moje dušo žejo po tebi, moje telo. Ti smel tudi to. Ja, seveda, se po moje, mislim, to je po moje ključno, tako da se res, da v vseh teh svojih željah in hrepenenjih res najgloblje pod njimi pač prepoznaš, da je temelj v bistvu hrepenenje po Bogu. In se naravnaš na to, kaj on pripravlja v bistvu v teh duhovnih vajah tebi. Ta prožnost se mi zdi, da je tako precej ključna. Da v bistvu prideš z enim velikim hrepenenjem, rad bi, ne vem, ali si mogoče pogledal, kje sem in da na nek način zastavim naprej. Po drugi strani pa to, da v bistvu, da mi Bog pove, kje sem in kam me vabi. Kdo je on, ker na nek način se mi razodeva. Meni tako en tak lep odlomek, ki se mi zdi, da bi lahko
deloma, v kakšnem segmentu predstavil tudi te duhovne vaje, se mi zdi, da je, ko Jezus gre skupaj s 3 učenci na goro, in oni so tam v bližini Boga, na nek način, Peter bi rad kar skozi ostal tam gor, ampak na nek način je neka izkušnja potem, ki je pa zelo potrebna pri njih bila, kjer jim je Bog dal enih velikih milosti, za stvari, ki so jih čakale pol naprej. In se mi zdi, da je to tudi ena izmed tistih ključnih stvari na duhovnih vajah, na nek način, da nas Bog napolni, da nas na nek način da ene moči, da se pripravimo na stvari, ki nas na nek način tudi čakajo. Ker v tem smislu je pa tudi zelo razumljivo, zakaj moramo v bistvu celo tisti, ki smo pripravniki, ko smo bili pripravniki, za diakonat ali pa potem za za presbiterat, za duhovništvo, je na nek način pogoj to, da prej opravaš duhovne vaje. Kot da bi to ali še enkrat premislil pred Bogom, po drugi strani pa, da te napolne, da ti da moči za vse to, kar te naprej v bistvu tudi čaka. Tako da ta odmik je zgleda, da res tako pomemben. Kar si povedal, pa kar si ti z pevskim zborom povedal, se mi zdi, ti ne hodiš na vaje za pevski zbor zaradi vaje, ampak ker boš nekoč nekje nastopil in pel. Tudi na duhovne vaje ne greš zato, ker pač se gre, ali pa zato, ker je to zanimivo ali kaj podobnega, ampak zato, ker želiš, da se ti Bog dotakne zdaj in da ga prepoznavaš potem. To je pa duhovna vaja. Da ga potem prepoznaš Boga, ne samo tam v tisti izolirani molitvi in tako naprej, ampak potem kasneje, da se ti odkrije. Ignacija na koncu... Pa je navaren v bistvu, da če greš na duhovne vaje, da jih boš mogel prakticirati še čez v življenju. Ne moreš prakticirati. Če si ti ne živiš kot redovnik, redovnica in hvala Bogu, pač večina ljudi jih ne. Fajn bi bilo, če bi še kdo, ampak načeloma je boljše, da so ljudje, da se množimo in smo, kot je Božja zapoved. Ampak po drugi strani pa v življenju potem to mi zaznavamo, zato ker smo duha izurili, ker smo imeli izkušnjo, ker se nam je tam nekaj odprl in od zdaj naprej nas to spominja na Boga. In Ignacijeve duhovne vaje 4. teden je prošnja za prepoznavanje Božje ljubezni v vseh stvareh. In to je poanta. To se pravi, jaz sem pa zdaj nekaj doživel, jaz bom vzel od zdaj naprej povedal, kaj sem doživljal. Takrat, tisti moment, to je intimizem. Celo pravijo, da niti ne smeš tega govoriti. Ne, temu se hočemo izogniti. Da bi pretirano zdaj razlagal, kaj je bilo. Zdaj poveš svojemu spremljevalcu, pa svojemu možu ali nekomu, pa poveš, kaj sem doživela, tam ne vem, kaj je bilo, tele v srcu mi nekaj, še zdonc ne vem, kaj je. Pa pameten mož bi rekel, Bože videla. Ne delaš ne hodiš na duhovne vaje, da izpadeš duhoven, ali da bi neko scene delal, kdor gre na pravi način skozi, ta bo prišel do neke modrosti, pa recimo zrelosti v tem smislu, odnosu do Boga in bližnjih. Kakšno imate pa vidva tako kaj izkušnje duhovnih vaj? Kje najraj prakticirati, oziroma kjere se vam zdijo tako, kot ene take temeljne, ki ste jih imeli? Ker prej si omenil, naprimer, da bi jih priporočil res vsem študentom, ko so v nekih takih odločitvah, in si gotov, kakšne človek bolj zapomne, kot druge. Ali je to preveč tako vprašanje? Mislim, da bi lahko. No, vsekaj, pa kar. Jaz bom tudi... Samo moraš premisliti. Jaz se spomnim, preden sem bil novinc, sem bil neke vrste kandidat in sem živel v Dravljah, tam z jezuiti, in so mi dali kar zbor vodil, pevski in tako. Bil sem zelo del vpet, tudi malo skupno so me malo blizu spustili. Ampak potem jaz nisem še toliko poznal teh duhovnih vaj, pa potem sem slišal za njih in sem se odločil, sem šel v Maribor
In to so bile 8-dnevne duhovne vaje. V bistvu ni bil še ignacijanski, ta itinerar še ni bil izpostavljen, ne, pač pa določeni elementi tega. Ponovadi v 8-dnevnih duhovnih vajah so malo elementi tega. Ne. Tam sem nekako začutil, da moj duh je, kar nekaj se mi dogaja, ne, to se pravi, imaginacija zelo močna, čustva zelo močna takrat, bi rekel, se skoraj malo premočna, tako da nisem vedel, kam stvari umestiti, ne. Kar naenkrat človek v bistvu spozna svoj notranji svet. Ja, tako kar butno je ven, ampak potem z dobrim spremljevalcem, ne, to je bil slučajno Janez Poljanšek, ki je res odličen, ne, sem jaz lahko počasi se s temi stvarmi seznanjal in ni bilo panike, ampak sem ugotavljal, da nekje, mogoče ne najbolj teh jasnih in dnevnih stvarih, ampak nekje v moji duši, v tišini noter Bog se pojavlja in me umirja in mi daje neko smer. To so bile zame najmočnejše duhovne vaje. Kasneje sem delal tudi mesečne, dvakrat sem delal mesečne, ker pač to nam pride tako po redu, ne. So bile zelo močne, ampak moram reči, da tiste prve so bile najmočnejše do zdaj. Sicer pa rad grem jaz zdaj sam na duhovne vaje. Nekako, ne vem, nisem tako za skupince, pa v copate, te stvari mi nekako, rajš grem zdaj. Da je res tišina. Oziroma, da je res tudi en odmik od drugih. Pa grem na burek, rajš pa jesti. Kot to, ali pa si kaj skuham, pa me nekdo spremlja nadaljavo, recimo, lahko tudi. Ne. Zdaj, po tolikih letih, recimo, da si to prvošem. Začetek je pa vsekakor boljši, en tak celoten tretma, bi rekel, v kakšni turistični agenciji. Spa tretma. En tak duhovni spa. Ja, meni so bile, na primer, jaz se jih zelo spomnim, ne, takrat, ko si, sicer to še niso bile take duhovne vaje, kot smo jih potem kasneje izkusili tudi v bogoslovju, ko smo šli tudi na kakšne te bolj jezuitske ali pa tako. So bile lih preden sem šel, na primer, sem se vpisal v bogoslovje. Sem si tako malo kar zaželel, meni je ta odločitev, tako nekaj moram narediti, ne, in takrat sem se pol vpisal na vskovnico, na te, v bistvu gre za počitniško duhovni teden, ki ima pa tudi te elemente, ne, da na nek način imajo puščavo, kjer na nek način po enem kratkem nagovoru vzameš odlomek, se umakneš za 1 uro v tišini, ob posameznih vprašanjih razmišljaš in tako naprej. In tam vem, da me je v bistvu vse skupaj zelo nagovorila, ne. Od pričevanj, ravno ti si bil takrat, ne, to je zanimiva stvar, od pričevanj potem do odlomkov, do samega vzdušja, ne, ko si na nek način tudi znotraj narave in tako naprej. Ampak iz tistih duhovnih vaj še nisem na nek način prišel tako miren, zdaj vem, kaj je moja odločitev. Vidim pa, da so bile en tak zelo pomemben korak na tej poti odločitve. Pol enih drugih duhovnih vaj, ko se pa spomnim, so bile pa v bistvu ta prve, ko sem vstopil v semenišče, in so tako, eno tako, ne nestrpno pričakovanje, ampak ena taka vzhičenost je bila, preden se je to zgodila, ne. Preden so bile, na nek način, v tišino gremo zdaj, potem, kaj se bo pa zgodila, mogoče kaj novega spoznam, kaj mi bo pa Bog spregovoril tukaj, ne. In je bilo kar tako, na nek način z enim takim, z eno veliko negotovostjo sem šel tja, po drugi strani pa potem vidiš, tako kot si ti prej zelo dobro povedal, greš tja, pol ti pa v bistvu Bog pove, zakaj se gre, kako se gre. Mogoče rabiš res samo ponovno začutiti, da te ima Bog rad, ponovno malo bolj več časa si vzeti zanj in tako naprej. In od takrat naprej se mi pa zdi, da so duhovne vaje postale nekaj, kar tako z enim takim veseljem pričakujemo, ne. Kar čakaš, kdaj bo spet ta čas, da bom lahko šel, in da mogoče zraven dobiš poleg duhovnih vaj še mnogo tistega, kar še zraven
ponujajo. A ne. Na nek način, ja, ločiš se od telefona, ločiš se od enih vsakodnevnih skrbi, dolžnosti, ki jih imaš in si tam samo zato, da si z Bogom, da na nek način treniraš to, pa in hkrati, kar tudi zraven ponujajo, da malo si spočiješ, na kakšen lep sprehod greš, pustiš, da te Bog še kje drugje nagovarja, tudi prek hrane. Ali pa tako. Ja, jaz pa, v bistvu sem že kot otroka, so me starši pošiljali, mislim, da te duhovne tedne ali pa vikende, v bistvu kar precej, tako ni bilo tega toliko malo. V bistvu sem bil pri sestri Rebeki Kenda, tam se v bistvu tebi izredno ostajajo v spominu adoracije večerne, ker smo v bistvu za celo noč je bilo izpostavljeno Najsvetejše in pol si dobil pač neko uro in si šel molit. In to tako težko je bilo vstati, ampak ne vem, to so res taki tudi en izmed mojih tako prvih trenutkov, ko sem se res zavedal neke bližine Boga. Tako da to, bil sem pri Salezijalcih, Kapucinih, pri patru Mihu Žužku. Skratka, tako mislim, da cel spektrum z marijansko mladino kot otrok in kot mlad. Tako. In pa v nekem trenutku smo, pač v naši župniji smo hodili v Teze in tam so pač tudi tako. Najprej sem vstopil v te njihove, tako kar običajno tem poteka. Pol pa v času odločanja, torej, kam, oziroma prepoznavanja, kam me Bog kliče, sem se pa odločil, da sem šel Tezejo prvič tako v duhovne vaje v tišino. In zanimivo je bilo ta občutek tako, neke svobode, neke navajen si bil, pač imaš nagovor vsak dan enega ali pa 2, 3, kakorkoli že. To pa kar naenkrat, pa v bistvu tako kratek, oni zelo delajo na tem, to se pravi Bible International, to se pravi nek svetopisemski uvod naredijo, prebere se odlomek, se razloži odlomek in pol greš v bistvu za cel dan v tišino. In tudi tam pol po tej francoski pokrajini pač greš ponavadi popolne na sprehod in premišljuješ zraven. In je bila prva taka izkušnja in se prav spomnim, ker smo se na koncu smo se zbrali, bil je en Američan, en Francoz, pa tako te, ki smo bili pač v bistvu tako, zares je bilo zanimivo, kako je enaka izkušnja različno vplivala na vsakega. Je rekel tako, nikoli več ne gre, to je bilo zame pretežko, nisem smel govoriti, pač tako katastrofa. Ene par nas je bilo pa, da je bila to res ena izkušnja, ki jo želimo v bistvu ponoviti. In pa v bistvu, tako kot si sam rekel, pač prek bogoslovja in tako in zdaj isto, pač se mi zdi, da je to res en čas znotraj zelo aktivnega duhovniškega življenja, kjer se lahko spet v bistvu naravnan. Zdaj v samem bogoslovju, če gledam še, je pa še ena stvar, še en element se je zelo pojavil. Je bil pa element, da jaz sem bil dostikrat, v bogoslovju pridejo določene krize, pridejo do tega, da ne vem, a sem sploh sposoben za duhovništvo, ali pa na drugi strani včasih, ne vem, pri meni je bilo tudi to ena izmed teh, gledam cerkev okoli sebe, za ogromen škandalov slišiš in tako, in je vprašanje, a sploh želim v bistvu biti del tega, take cerkve. In v bistvu meni se zelo velikokrat se mi je zgodilo, da so bile duhovne vaje res ključen korak. K temu, da točno to, kar sem rekel, zato sem tudi to omenil, tega oke se odmaknem in pogledamo daleč pač celotno sliko. Da vidim samo te svoje trenutne bolečine, ne vem, pač nad svojo nesposobnostjo, ali pa ne vidim samo te trenutne razočaranja, ampak pogledam pač neko širšo sliko, prosim, takrat bi lahko rekel celo rotim Boga, zato da bi v bistvu dobil njegov pogled na celotno situacijo. In ne bom rekel, da so zmeri rešile v tistem trenutku, pač te krize in tako, ampak so le pa en zelo, zelo pomemben korak v temu, da sem nekako lahko stopil stran in nisem se odločil na podlagi trenutnih čustev in pač vseh nagibov, ki sem jih takrat v bistvu čutil.
Ja, ena dobra stvar se mi zdi, da pri telih, ki smo imeli znotraj bogoslovja, je pa tudi to, nismo imeli samo enkrat na leto teh daljših duhovnih vaj, ampak smo imeli pol vsak mesec v bistvu duhovno obnovo. Tako, ne, začeli smo v petek popoldne, pa končali v soboto popoldne, ampak to je bil spet na nek način en tak mesečni odmik, sicer za en cel dan, ampak na nek način si spet mičkan tega se kot obnovil. Kot obnovil to, kar si na nek način že prej doživljal ali na tistih daljših duhovnih vajah, ali pa tako. Ja, ena stvar na misel mi hodi, čisto kot ne vem, kako bi to omenil, ampak vsi smo govorili zdaj o nekih izkušnjah, ne? Vsak o svojih, in mogoče omenimo neke močne izkušnje. Zdaj, ko pa nekdo duhovne vaje dela, pa sliši ljudi, ki se tako pogovarjajo, pa se znajde v duhovnih vajah in potem ni nič od tistega. Ne dobi tistega, kar pričakuje. Ta Američan, ki je bil tako nikoli več. Ne. Ampak poanta je to, ne, ravno umetnost tudi spremljanja duhovnih vaj, to govorim kot spremljevalc, ne, je, da pomagaš človeku, še posebej, če je bil okužen s takimi govori, kot je zdaj naš, ne, da se ne primerja. Nikomer se ne primerja. In vsak ima svoj duh, njegov organ, ne, ki ga razvija, kultivira. Recimo, jaz imam strašno razvito domišljijo, itak tudi v življenju, tako naprej. Imam pa kakšne druge stvari manj, ne. Dobro, zdaj z duhovnimi vajami malo se to sklajuje, pa tako naprej, ampak nekateri so blazno racionalni in to super, to ni slabo. Če so samo racionalni, pa malo treba mehati potem še kaj razviti, v tem smislu. Tako da, nič se sekirati, če niste, ne vem, kdo, mati Terezije, ali kdo, ne vem, kakšne izkušnje bi morali imeti, ne. Ni res, ne, vsak ima svoje izkušnje in Bog vsakega nagovarja tam, kjer je. In moraš odkriti, kdo si, kje si, kaj si pred Bogom, in to je super. To je super, ne kaj bi moral biti. Tako da, to se mi je zdelo, vendarle, ker govorimo tako, da ne bi. Pa v bistvu mi smo izpostavili na nek način tiste ključne, ki smo se jih najbolj zapomnili. Vmes jih je bilo pa tudi, ne vem, 10, iz katerih pa zdaj ne bi nekih takih, ne vem, kako bombastičnih stvari povedal. To je ena stvar, pa druga stvar, tudi to, ki sem omenil, te duhovne vaje, ki so bile v krizah nekih in tako, to je ponavadi bilo, to so bile zelo težke zadeve. To se pravi, tako kot sem rekel, neka rešitev je prišla po tem, ne, ampak sam tisti teden je bil pa buka, no. Mogoče tudi naporen. Lahko tudi, tako da je zelo tako. Tako da projecirati v človeka, kaj po vase. Eno anekdoto imam, in sicer sem delal duhovne vaje nad Strunjanom, gor sem bil tam na klopci, sem delal in sem psalm, sem skušal brati in vroče je bilo, zmatran sem bil, lačen, karkoli že. In tisto poskušam, se matram, nič ne pride z tistega teksta, ne v meni, samo ena jeza, pa kdaj bo že konec tega, pa kaj se sploh tlele grem in tako naprej, ne. In pride nek človek in se položi blazino poleg mene. Jaz sem pač po turšku parkirno sedel, zato imam take kolke, da to mi najbolj paše, ne iz kakšnih drugih motivov. No, ampak ta človek je pa zraven mene se usedel, me gledal in začel. Sem rekel, še ta sekle najdu, še to me motne. No, potem pa on nekaj pride k meni, pa reče, oprostite. Sem rekel, pesem sem napisal o vas. Sem rekel, kaj? No, bom prebral, ne. Bil je človek, ki je valoval kot morje in valovi so prinašali mir in tako naprej. In sem rekel, ok, točno, to sem rabil, to zgodbo, da jo povem še drugim. Ne projecirati ljudi, kaj o njih. Ker to ni res. To ni res, ne boš nikoli vedel. Tako da, tudi kar se tiče mene kot spremljevalca, ne bom nič razmišljal, kaj je zdaj v tem človeku, ampak treba je poslušati, zaznavati, spoštovati to, kar je. Če je jeza, če je nekaj lepega, karkoli že je. Tam Bog, tja Bog mora priti. Tja hoče vstopati. Malo se mi zdi tako malo. Ne, se pravi, se mi zdi zelo pomemben. Ker vem, da veliko, ki pride na duhovne vaje, ali z nekimi hiperpričakovanji, ali pa kaj takega. Ja, to je eno v bistvu od vprašanj, ki sem ga dobil s strani naših gledalcev, je bil ravno to, kaj če na duhovnih vajah ne dobiš tega, kar si pričakoval.
Ja, tukaj je pa pomembno, da mogoče si pa dobil nekaj drugega, ne samo lahko se človek tudi zakrči, ima to pravico, ne, in pričakuje in potem ni nič z tega. To je možno, ne. Ja. Ampak lahko pa ob dobrem spremljevalcu, ne, pa malo redefinira, kaj so ta pričakovanja. Da je nekaj pričakoval, Ja. dobil je pa mnogo več. Ali pa ali pa toliko nekaj veliko, drugega. Ja. ampak čisto bi rekel, ena stvar se je osvetlila, ki jo prej ni bilo, pa mogoče kasneje se, ne vemo, v življenju najde neko mesto. Ne. Tako da ni panike, no, ni panike. Lahko pa človek pač reče, sem prišel sem za to, pa to, pa to, ampak to ni odprtost, ne. To je zakrčenost, ki ni dober pogoj. Jaz bi na nekem mestu, če bi videl, da nekdo res je čist zakrčen, bi rekel, veš kaj, pet na sprehod, na kosilce, tako naprej, poskuliraj, ne, tako. Ali pa lahko bi tudi rekel, pa poskus naslednjič, ne. Saj ni nobena katastrofa, ne. Smo svobodni ljudje. In to so njegove duhovne vaje, ali pa njene, ne moje. Ja. Tako da, ja. Torej, neki ponudbe smo že omenili, kam se lahko grejo. Ja. Torej, Jožefov, torej Dom duhovnosti Ignacijev dom duhovnosti pri Svetemu pri Jožefu. Svetemu Jožefu. Tudi jezuitski kolegi, recimo, imamo posebej program za fante, za razločevalce, ne, tako, ta je bolj odprt za Za karkoli. študente, na primer. Ja, za mlade. to je, v bistvu gremo skozi nek vrst duhovne vaje, kot Ignacijev itinerar, Ja. v 8-9 mesecih nekaj takega. Ne. Tako da grejo skozi to in rečemo, da zorijo do odločitve, ne rečemo, da pridejo do odločitve. Ja. Ampak zato, da ti neko odločitev narediš, moraš dozoreti tudi. Ja. In ko dozoriš, bo prišlo. Ja. Ti pa v bistvu tudi dosti pripravljaš, ne sicer prav takih duhovnih vaj, ampak dosti pa to za mlade, za vse te, na primer, duhovne obnove ali pa to, kar smo omenili. Kaj, na primer, zdaj, kaj pripravljate za letošnje poletje, pa kaj si mogoče tudi pozoren, ko imaš toliko izkušenj iz svojega otroštva, kaj ti je res pomemben, ko to pripravljaš? Ok, deva najprej prvo vprašanje. Ja. Torej, pri nas, se pravi na katoliški mladini, trenutno smo najbolj sredotočeni na birmanske duhovne vaje, rečemo temu, oziroma birmanski duhovni vikend, no, niti ne rečemo vaje. To so vikendi, kjer pač župnija pač reče nam, ok, za naše birmance v pripravi na Birmo bi radi, da pač da imajo en vikend priprave. In v bistvu nekako 500-600 birmancev letno v bistvu gre čez ta program. Pri tem smo pa zelo pozorni, no, tako zelo je bila navada, da se je ponavadi na teh birmanskih duhovnih vajah o darovi Svetega Duha govorili, o, ne vem, takih stvareh, ki se mi zdi, da so zelo daleč od birmancev. Tako da mi smo se pa odločili in v bistvu trenutno delamo tak zelo kerigmatičen program. Torej, čist najbolj osnove, zakaj sploh verujemo. Kaj je fora sploh glede Jezusa, kaj je sploh to. In odzivi so tako, zanimivo je bilo gledati, no, ker čisto na začetku smo še izvajali pač take programe, to se pravi darovi in tako, in je bilo ogromno pritožb tudi glede programa. To se pravi, mi zmer pol damo na koncu, pač, kako so imeli, večkrat ankete. In zdaj v teh letih, ko izvajamo, pa to je pa veliko bolj. Tudi odzivi so tako, da so prvič mogoče začeli razmišljati o svoji veri. Pa tega ni tako malo, v bistvu je kar precej takih odzivov. No, je tako, da so prvič začeli razmišljati o veri, o Jezusu na tak način. Nekateri pač tudi pol napišejo, da je prvič neka taka tudi duhovna izkušnja imeli. Zelo baziramo pač tudi, glavni trenutek duhovne vaje je v bistvu pač tudi adoracija. No. Spoved, ja. Spoved je že prej. Spoved je popoldne, v bistvu tako, da se res pripravi. In pol zvečer je adoracija. Tako da to, no. Tukaj se, tako kot sem rekel, niso zdaj
na duhovne vaje v tišini. Ampak Ker to še ne bi bilo za njih, a ne? Ja, ker pač niso enostavno, probamo upoštevati situacijo, v kateri so. Tako da to. Pa seveda je tudi kar nekaj druženja, zabavni večeri in take stvari, pač, kar je normalno, da v teh letih prije. Ampak res želimo biti zelo osredotočeni na podati pač to čist osnovo. Tukaj so pač župnije tiste, ki se odločajo za to. Potem, kaj pa kaj, kar se sami poleti pa imamo trenutno poletni kemp, ki je v bistvu naravnan tako, da je tak aktiven teden, ampak hkrati tudi zelo močna vsebina. Tukaj sodelujemo z ameriško organizacijo Life Team. V bistvu od njih dobivamo tudi program, pa pol usmerjanje, tudi naše voditelje pošiljamo v Ameriko na usposabljanje. In oni, mislim, tam je pa v bistvu tako zelo aktivno naravnan, ampak vsak dan ima pa potem tudi še katehezo, pa vsak dan ima res veliko molitve. No, tako, zjutraj se začne s tem, da imajo možnost 1 uro adoracije, med adoracijo možnost spovedi. In opažamo tako, tudi ena stvar, ki opažamo, je, da se vedno več mladih odloča za to. Potem ponad večer se tudi zaključi za neko obliko molitve. Zelo smo pozorni na to, da se jih uči v tem času tudi lekcijo divina, da delajo egzamen. Tako no, pač res s tem pogledom tudi gledamo, ko bo nek mlad odšel od tukaj, ima orodja, s katerimi lahko neko vsakdanje življenje pač živi. V ta namen smo tudi letos prvič smo začeli uvajati to, da bi res prišli v skupinah. To so nas zelo, tudi pri Life Teamu opozorili, da je najslabše, da dobi neko izkušnjo mlad človek in potem pride okolje, ki ga absolutno ne podpira. Rekel, da bi ga poridil pač v stran. Razočaranje. Ja, v neko razočaranje. In je res želja, da bi prišli v skupino, da bi v bistvu bili pol tudi, da se kot prijatelji v resnici, pa ponavadi en odrasel zraven, ki jih pač tudi zbira, da bi živeli to izkušnjo naprej. Da bi znali to izkušnjo tudi res integrirati pač v vsakdanje življenje. Da ni to samo wow, nekaj, kar sem doživel, ampak da je res konkretno za moj odnos z Bogom. To, potem je pa mi se v bistvu osredotočamo bolj na neka romanja, oziroma tako, ne vem, na Mladi Fest, na UTZ, letos je jubilejno romanje v Rim, ki jim težko rečemo, da so duhovne vaje, ampak so pa vse nek odmik in neko doživetje. Tako, kot sem pa rekel, res v vseh stvareh smo pa zelo pozorni na to, da se da mladim neka orodja, neke tudi smernice, ki jih lahko po vsakdanjem življenju pač uporabijo. Torej, ponudbe je dosti. Mogoče eno stvar še omenim. In sicer, da je kar dosti pomembno, da nismo samo pri nekih izbranih odlomkih samo, ki so malo izven konteksta, mislim, se tudi to je v redu, nasprožam, ampak da se lotimo tudi študija Svetega pisma in zaradi tega smo pri nas v kolegiju začeli s predavanji, ki so tako, bi rekel, na akademski ravni in študentje grejo en semester, recimo skozi uvoda v Novo zavezo, recimo zrediramo uvod v Marka in tako naprej. In ta lekcija kontinua oziroma študij in historično ozadje je zelo močna duhovna vaja, ker zdaj doživlja, ker se vidi, da sta oba teologijo študirala tako, da vesta, kako je, kar naenkrat se tekst dobi eno tako nove dimenzije in kako se v njem znajdem, tako da študij se mi zdi, da je zelo pomembna duhovna vaja. Študij, tako da študioznost, tako da če študentje pridejo, želijo se izvedeti kaj več o Svetem pismu, imajo tukaj pri nas šanso. Tako da ni treba se vpisati v neko fakulteto, da to poslušaš. Lahko pa zraven. Ampak imaš en modul, ki mu slediš. Potem lahko vzameš enega, drugega, tretjega, par let pa imaš pokrito recimo biblično osnovo. Nas je to, kar meni se zdi, da res gledati to celostno formacijo človeka, se meni zdi tako zelo, zelo ključno.
Ker se mi zdi, da doskrat se osredotočamo samo na en vidik. Ne. Meni je zelo lepo, ker je Janez Pal drugi v Pastore zdaj v Vobis, da vam bo pastirjem, ko v bistvu pač res govori o pač 4 delih, ne, duhovniške formacije. In bolj se zdaj gleda eno knjigo, ki jo je pač ena založba, s katero tale Scott Hahn sodeluje, je izdala in v bistvu te 4 vidike formacije, vzgoje, v bistvu aplicira na družino. Ne. Kako res vzgajati krščansko. No, in ta intelektualna se mi zdi, da je res zelo pomembna. No. Pač je eden izmed teh 4 vidikov. Ne. Biblična ali pa tudi teološka, konec koncev, ker teologija je pomembna stvar. Ja, ker končno pač pomaga tudi pri razločevanju. Ne. Ja. Meni je zanimivo, mislim, da je bila Terezija Avilska, je govorila o tem. Kar povej. Daj mi, kaj že? Ja, ona je rekla, da ima raj, to se pravi, Izobraženega duhovnega voditelja, kakor pa pobožnega. Evo, najlepša hvala res za ta pogovor, hvala tudi za vse, kar delata in s čemer na nek način ponujata in bogatita, da se lahko odločamo za duhovne vaje in da nam to koristi v življenju. Vam, dragi gledalci, pa želim, da bi vedno znova se vadili tudi na duhovnem področju. Naj mogoče malo k temu pomaga tudi ta oddaja ali pa kakšne duhovne vaje, ki si jih boste izbrali. Lepo bodite pa z Bogom.